Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Seveda se je obrnil teden in čas je tudi za našo oddajo Med nami povedano. In danes imam posebno čast v naši družbi pozdraviti poslanca v Državnem zboru, Andreja Kosija. Lepo pozdravljeni, gospod Kosi. No, zelo me veseli, da ste si vzeli čas. Vaš urnik je običajno zelo natrpan, ne glede na to, da ste zelo aktivni v Državnem zboru, ampak glede na to, da ste nekje na polovici, 2 leti sta za vami, gospod Andrej. Ja, v bistvu zame je nekoliko več kot polovica, ker sem tudi 8 mesecev kasneje začel z to funkcijo. Je pa res, da je zdaj 2 leti od mojega delovanja. No in v tem času je res bilo veliko aktivnosti. Moram reči, da tudi kolegi iz koalicije mi večkrat tako na hodniku rečejo, da opažajo, da sem kar aktiven, predvsem udeležba na različnih sejah, kajti ne samo, da se udeležujem sej odborov, v katerem sem član, ampak tudi večkrat ali bodisi nadomeščam katerega od kolegov, oziroma se udeležim seje, kjer se pač kot poslanec tudi, če nisi član, lahko, kadar gre o tisti tematika, ki so nekako tičejo bodisi našega lokalnega področja, ali pa pač tematike, ki nekako so pomembne za naše lokalno področje, to je bolj področje kmetijstva in infrastrukture, predvsem te splošne tematike, da tako da sem tudi bil večkrat na sejah odbora za infrastrukturo, tudi za zdravstvo, ko je bilo govora o teh reševalnih prevozih in pa teh nujne medicinske pomoči v zdravstvenih domovih, torej ukinitvi in tako naprej, tako da sem lahko potem tam dal svoje stališče in poskušal pripomoriti temu, da bi bili ukrepi vlade in oblasti take, da potem ne bi bilo v škodo našemu lokalnemu področju. No, v glavnem, ni jih malo, ki si radi te prenose seje Državnega zbora seveda tudi ogledajo, običajno na 3. programu, Televizija Slovenija. In ja, tako človek, ko to gleda, pa se k besedi prijavi Andrej Kosi, naš domač, potem pa kar tako navijamo za vas, če se lahko tako izrazim. Gre torej vseeno za neko tekmo, čeprav to ni tekmo, ampak vseeno bi bilo morda prav, da poveste, glede na to, da se to tudi beleži, število besed, število prevoženih kilometrov v Ljubljano. Ja, zdaj število prevoženih kilometrov beležim sam, glede na to, koliko mi števec kaže v avtomobilu, ampak nekako, če tudi odmerim tiste privat vožnje, ki jih je res relativno sedaj malo, je bilo v teh 2 letih, pa tudi nasploh prevoženje okrog 120 000 kilometrov, torej 60 000 letno, tako v Ljubljano kot tudi drugih na lokalnem področju, ko se udeležujem teh različnih prireditev in tako naprej. No, bilo je potem, vse tako pa je uradno, torej 297 poslanskih vprašanj in pobud, no zdaj je že nekoliko več v tem času, tako da lahko rečem, da je že številka 300. Zdaj ta vprašanja in pobude so različne tematike, dajem jih predvsem iz tega področja, na katerem delujem, tudi tako strani od zadev glede notranjih zadev, delovanja policije in tako naprej. Tega je res ogromno. Tudi sam minister za notranje zadeve večkrat reče, da še samo podpisuje in odgovarja na moja vprašanja. Potem so tudi zadeve glede kmetijstva. Pač, ko dobim neko informacijo, se mi zdi to zelo pomembno, kajti kmetijstvo je področje, ki se res tiče našega lokalnega področja, predvsem vinogradništvo. Bilo je kar nekaj vprašanj glede obnove vinogradov, kako bo glede boja proti trsni rumenici in tako naprej. Je pa tudi so potem splošna vprašanja tudi glede zunanje politike, kajti nenazadnje sem lansko leto, ko je prišlo do zamenjave v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, postal član odbora za zunanje zadeve namesto kolega Logarja, tako sem postal tudi podpredsednik odbora, tako da tudi iz tega stališča so ta vprašanja. In dejansko nasploh pa so tudi vprašanja, ki jih dobim pod pobudo od državljanov in državljank. Veliko ljudi mi pač bodisi pokliče ali mi preko Messengera, torej preko Facebooka piše o neki tematiki ali mi pošlje mail ali karkoli dobim neko informacijo in potem je edino, kar lahko poslanec naredi, je to, da potem poda poslansko vprašanje ali bodisi pobudo in potem dobim odgovor od vlade, torej ali od ministrstva, od ministra in potem lahko to posedujem, uradni odgovor, oziroma lahko potem zahtevam tudi še dopolnitev odgovora
Tega je bilo ogromno recimo pri spostavitvi azila, poskušanju spostavitvi azila oziroma izpostave azila v središču, kajti takrat je predstavnik odbora za migracijo, oddelka za migracijo govoril, da se je vlada posvetovala na 20 lokacijah po Sloveniji, bilo eni oddaji na nacionalni televiziji in potem se hotel dobiti podatek, katere občine so bile zajete v tej obiski. Žal, kljub 4-kratnim zahtevam za vprašanje, nikoli nisem bil natančnega odgovora. Dobil sem samo 3 občine, lokacije, ampak da so bile tudi še druge. Ne vem, zakaj se je to prikrivalo. Sem pa vesel, da je vsekako na tem področju nam nekako uspelo, ali pa tudi situacija taka, da do vzpostavitve azila v središču ni prišlo, kajti tudi ta odpor tako prebivalcev lokalne skupnosti, tudi moj odpor, pa tudi moji kolegi, ki so jim pomagali, tudi naše poslanske skupine in tudi ostali, smo nekako dosegli, da se je to nekako zastavilo. Je pa res, da tudi situacija glede števila migracij se nekoliko izboljšala, kajti v lanskem letu je bilo za okrog 10 000 migrantov manj kot v predhodnem letu, tako da kapacitete, ki so trenutno v Sloveniji, zadostujejo. Tudi imamo še dokaj srečo, da migranti so samo začasno, torej nadaljujejo pot po nekaj dnevih naprej v tujino. Čeprav se bojim, da posamezne države so začele v Evropi zaostrovati to migrantsko politiko in bo se lahko pojavilo tega, da ta pot več ne bomo nadaljevali poti, ker vemo, tudi Nemčija izpostavlja torej nadzor na meji, tudi Švedska zaostruje politiko azilno in tako naprej. In bodo potem iskali migranti torej nekako, da pridejo pravice do azila v državah, ki so bolj ugodne. In to dejansko trenutno aktualna politika dela na tem, da ne spostavlja neke strožje politike, tudi odstranitev ograje, ki je lahko mogoče tudi dobrodošla glede turizma, ampak vseeno je pa to nek znak, da povemo, da pa vseeno je tu meja in da je ta prehod ne bo neki nezaželen oziroma nezaželen v bistvu nekako kontroliran, gre pa predvsem tudi velikokrat za zlorabo azilnega sistema, kajti praviloma bi mogel zaprositi v prvi varni državi, dejansko zaprosijo, potem tam raztrgajo to prošnjo, gredo naprej in dejansko gre za zlorabo. Vendar je pa res, da so pač mednarodna pravila taka, da če nekdo zaprosi za azil, ga potem seveda moraš to nuditi, nikoli ne veš, zakaj pa človek to potrebuje. Čeprav je pa dejstvo, da gre res za zlorabo, prihajajo samo pač moški, ni družin in tako naprej. Tudi trenutno se povečujejo število migracij tudi iz držav, ki niso problematične, recimo Egipt, Turčija in tako naprej. Seveda vemo, veliko tudi Slovencev potuje na dopust v Turčijo, v Egipt, se imajo fajn, vedo, da to so mirne države in zelo zanimivo, da prav iz teh držav pa se po zadnjih podatkih povečuje to število migracij. Tako da je ta migracija je trenutno tema v Evropi, ki je kar pereča, kajti nekako ljudje so spoznali, da se migranti ne integrirajo v družbo, so problemi, recimo zdaj čez božične praznike smo lahko videli te napade z vozili, se ne integrirajo, hočejo imeti neke svoje pravice, veliko jih se jih ne zaposli, torej so na sociali, torej v breme države. In tako so potem težave in dejansko se oblast, nenazadnje tudi in ljudje prebujajo, se nekako temu opirajo in zato se pač tudi izpostavlja vedno bolj strožja politika in menim, da bo tudi Slovenija morala tu nekako iti v stik z evropskimi državami, ker drugače bomo res lahko postali še kakšen tako imenovani žep in bo potem lahko prišlo tudi do tega, da bomo imeli težave, ki naprimer v Ljubljani že nekako imamo, torej so številni države, pretepi, tatvine, ropi, ki jih povzročajo ti migranti, torej ljudje, ki živijo v azilnem domu. Seveda so vsi migranti, so pač posamezniki, ki to storitve, te kaznive dejanja opravlja, vendar je pa to težava, kajti Ljubljana že postaja območje, kjer se že predvsem ženske bojijo po noči gibati same, kupujejo si solzivce in tako naprej. In mislim, da je to kar pereča zadeva, na to tudi opozarjam. Sicer pač dobim odgovore, da trenutno policija ima kontrolo, res mogoče ima, ampak so pa težave spet pri policiji, kajti vemo, da je zelo veliki kadrovski osip.
celo za tretjino manj policistov in to vse skupaj vpliva na delovanje tega organa, kar pa pomeni seveda tudi to, da je tudi da tu pa tudi vprašanje varnosti, seveda tudi tu vprašljivo, kajti policija je organ, ki to zagotavlja. Zato tudi ministra toliko sprašujem, kako bo oblast ukrepala, da zajezi to odhajanje policistov oziroma da bo privabila mlade, da pridejo v policijske vrste. No, to pomeni sedaj, dovolite, no, da vas prekinem, ampak vseeno, sedaj ste govorili torej v odboru za notranje zadeve ste, ne, torej za evropske zadeve. Če bi našteli točno, kateri odbor? Odbor notranje zadeve, javno pravo, lokalno samoupravo, to je odbor, ki deluje torej glede policije, glede tudi občine, lokalne samouprave, javne uprave, torej delovanje upravnih enot in tako naprej. Potem odbor za zadeve Evropske unije, to je eden najbolj aktivnih odborov, kajti skoraj vsaki petek so seje. Na teh sejah dejansko obravnavamo torej tematiko, kar se zadeve Evropske unije tiče, torej tu predvsem vedno vlada, predstavniki ministrstev predajo stališče, ki bo država zagovarjala torej na teh sejah, ki so na nivoju Evropske unije, bodi si z področja kmetijstva, vseh področij, torej vedno to obravnavamo, to tematiko. Včasih so tudi te seje zaprte za javnost, ker so pač to podatki, ki so tajni, o tem obravnavamo. To je vedno o tem je govora, tudi predsednik vlade v Evropski uniji vedno mora predhodno poročati, o čem bo govoril, kakšne so njegove aktivnosti. Mi potem stališče pač dejansko glasujemo o tem, da smo se s tem seznanili in določene ukrepe torej sprejemamo. In pa tudi deluje, tudi Ministrstvo za kohezijo je pod tem odborom, torej tudi glede črpanja sredstev Evropske unije in tako naprej. No, potem je odbor za zadeve zunanje politike, torej to, kar sem povedal, da sem postal novo član, to so pač seveda aktivnosti glede zunanje politike. Zato sem tudi lani bil dvakrat v tujini, enkrat sem bil na Madžarskem Budimpešti, kjer je bila in taki dvodnevni kongres o delovanju, torej predvsem varnostne problematike Evropske unije, oziroma prihodnosti Evropske unije, prav o tem, o migracijah in pa pač nasploh te politiki. Potem smo pa bili tudi na povabilo, torej Turčije, odbora za zunanjo politiko, tudi člani odbora za zunanjo politiko na obisko v Turčiji, dvodnevne obisko, kjer smo pač obiskali torej odbor za zunanje zadeve torej v Turčiji, pomočnika samega predsednika Erdogana, ki je zelo zanimivo, da ko sem prišel do njega, so dejansko govorili v srbskem jeziku, kajti pomočnik, glavni pomočnik oziroma svetovalec predsednika Erdogana je iz Severne Makedonije oziroma Makedonije, ki je pa vojaški rok služil celo v Mariboru. Zanimivo. Zelo zanimivo, ne, pač prijaš v Turčijo in potem dejansko spoznaš človeka iz nedanje skupne države in celo, da je bil v krajih, iz katerega skoraj izhajaš. No, potem smo iskali parlament, ta mavzolej Atatürka in pa tudi druge aktivnosti, recimo tudi potem Ministrstvo za zunanje zadeve Turčije in tako naprej. Torej, vedno so bile aktivnosti, ni bilo časa za počitka. No in potem sem še v odboru za gospodarstvo, kjer pa torej obravnavamo tudi pomembne tematike za lokalno področje, torej gospodarstvo, šport in turizem. In pravzaprav je turizem, tudi šport in gospodarstvo tisto, na katerem lokalna samouprava, torej tudi občina Ormož, gradi svojo prihodnost, razvoj gospodarstva, tudi športa in nazadnje tudi turizma. No pa tudi potem sem član Komisije za narodne skupnosti, torej manjšine v Sloveniji, torej madžarske in italijanske, ter član preiskovalne komisije o političnem vplivu na delovanje policije. Tako da veliko aktivnosti. No, seveda pa tudi sam velikokrat pristopim na seje tudi drugih odborov, tako da spremljam tako tematike strani kmetijstva, tudi infrastrukture in tako naprej. In pač potem poskušam na svoj način nekako vplivati tudi na to, da lahko tudi lokalna skupnost k temu pripomore. Tudi sem organiziral kar nekaj sestankov z ministrstev, kjer smo se potem vse župan in občinska uprava sestala z predstavniki tudi zelo pereča problematike sedaj tega izvajanja občinskega prostorskega načrta, bioplinarne, ki imamo v Ormožu in tako naprej. Tako da pač skušam pomagati lokalno skupnosti v Ljubljani na to, da se ta tematika poskuša na nek način urediti in da se lahko potem občina razvija po tisti poti, ki si jo začrtala.
No, glede na to, da ste dejansko aktiven poslanec, torej, ne, po vseh teh poslanskih vprašanjih, recimo, zakaj smo vam, recimo, za katero vprašanje oziroma za katero pobudo, torej, v Državnem zboru smo vam torej to naše domače okolje lahko najbolj hvaležni? Recimo po vašem mnenju, ne? Vem, da jih je bilo veliko, ampak recimo, kaj se vam osebno zdi najpomembnejše? Kar se je doseglo, seveda. Glede hvaležnosti ne bi rekel, da bi lahko bili hvaležni. Pač, to je moje delo, moja služba in zato mi ne rabi biti nekdo hvaležen. V bistvu sem sam sebi mi je zelo ponos, če nekaj lahko dosežem. Zdaj, ene izmed teh uspehov, ki si nekako lahko prisvojim, je bilo to, da smo bil takrat zelo glasen, ko se je v javnosti pojavila ta pobuda oziroma predlog uredbe o omejitvi hrupa, s katerim bi se na nek način skoraj da onemogočilo organizacija veselic in drugih prireditev. Ta uredba, ki je bila lansko leto na spomlad prišla v javnost, je bila zelo problematična z tega, ker se je predvidevalo, torej, da bi lahko bila prireditev zgolj do polnoči oziroma izjemno do 2. ure zjutraj, da bi morali imeti o prijavi celo elaborat hrupa, da bi mogel meriti hrup in dati potem poročilo, da med eno in drugo prireditvijo na nekem domačem, na isti lokaciji bi moralo poteči 7 dni in tako naprej. In ko sem dobil to informacijo, najprej seveda strani Gasilske zveze Slovenije, ker sem pač gasilec, sem takoj naslednji dan torej sklical tiskovno konferenco, povedal, da se mi temu nasprotujejo, tudi smo dali takoj pobudo za sklic izredne seje odbora, da bi to tematiko obravnavali. Ampak, no in potem smo tako, tudi mediji so potem to zaznali in seveda so potem tudi mediji aktivirali, se je zelo dobro aktivirala Gasilska zveza Slovenije, tudi potem izvajalci, torej glasbeniki stali pripombe, ker so vedeli, da bodo zelo težko potem nastopali na teh preditvah, da teh preditev bo zelo malo. In tudi gasilske veselice so posebnost v Sloveniji. Je vsekakor prireditev, ki omogoča neko družbeno življenje, ki ga tako ali tako že zelo malo, predvsem na podeželju. Tudi gasilske so prireditve, ki nekako omogočajo, da se lahko gasilci dobijo neki dodatni denar za svoje delovanje. In takrat je vlada ugotovila, da pa res to ne bo dobro in je ta uredbo potem preklicala. No, kdo pa je pravzaprav prišel na idejo, torej, da se ta hrup omejuje? Ja, to uredbo je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje, energijo, torej MOPE, kratica. Oni so to uredbo, ker je uredbo sprejme vlada, ampak ministrstvo je to uredbo pripravilo, jo dalo v javno obravnavo in hvala Bogu, ker zdaj to gre na, torej mi poslanci tega ne dobimo v pregled, ker ti poslanci dobimo sploh uredbe in pravilnikov, je to delovanje ministrstva, ki ga sprejme vlada in to Državni zbor o tem ne obravnava, tudi tega gradiva ne dobimo. Tudi zakoni, ki so predhodno v javni obravnavi, ga poslanci ne dobimo v pregled, ker je to se objavi na e-demokraciji, ampak mi dobimo dejansko zakon takrat, ko je že pripravljen za zakonodajni postopek. No in ko smo dobili torej strani Gasilske zveze, Gasilsko društvo obvestilo, ker so oni ugotovili, kaj se pripravlja, je potem bila to pobuda, da se to dejansko potem začelo na tak način. Zdaj je ostalo, pač do nekaj rešitev še nismo prišli, ampak upam, da bomo, so še aktivnosti v delu, tudi glede te rešitve, zdaj nekako, da se prepreči ta smrad na bioplinarni. Ja, to je tudi bilo eno, ne? Jaz pereče, ampak trenutno, to pa bi lahko tudi javnosti povedal, ker res zelo dolgo časa ta zadeva traja in ljudje, vem, da pač zelo težko, tudi sam, ko se peljem skozi Ormož, to zelo smrdi. Se traja zelo dolgo in seveda so pritiski, zakaj se to zadeva ne uredi. Vendar ministrstvo nam je dalo torej jasno vedeti, da tudi oni bi radi to storili, ampak zakonodaja trenutno ni pravne podlage, za katero bi lahko torej nekako bioplinarno zaprli. Torej, inšpektor pač, ko pride tam, ugotovi neke nepravilnosti, seveda mora se držati svojega zakonodajnega postopka, torej da neki rok, da se ta nepravilnost odpravi in seveda tudi lahko tistega, pač, ki to krši, torej kaznuje s predpisano kaznijo, vendar potem, ko je poteče rok, spet mora iti pregledati in potem spet mora odpraviti, mora kar takoj ukrepati.
No in inšpektor je dal celo na ministrstvo sedaj vlogo za torej odpravo okoljevarstvenega dovoljenja, vendar ministrstvo nima pravne podlage, da bi lahko torej to okoljevarstveno dovoljenje odzelo. Sicer pripravlja tudi sprememba zakona o varovanju okolja, ki bi pa to mogoče omogočilo, vendar to še bo poteklo nekaj časa. In dejansko trenutno res še bo poteklo nekaj časa, da bo lahko imelo torej ministrstvo zadostne argumente, da bi lahko torej to odzelo. Tako da to je tematika, ki bo še nekaj časa trajala in zelo težko bi lahko kratkoročno do te rešitve nekako prišlo. Je pa res, da so me tudi klicali predstavniki lastnika, me obvestili, da bodo poskušali zadevo urediti, ampak vidimo, da pa sicer se nekaj dela, ampak smrad je smrad. Je pa tudi problem, ker tudi glede smradu nimamo neke zakonodaje glede emisije. Kaj je smrad, zelo težko omejiš tudi smrad, se zelo težko ga meriš in tako naprej, je pač zelo malo problematično. No in tudi zadeva bila glede kmetijstva, tudi glede pomoči vinogradništva in tako naprej. No, tem bova še kasneje, samo še eno vprašanje tukaj. Takrat je bila tudi ena pobuda za odškodnine tem ljudem, kar se tiče, ki jih torej najbolj prizadene ta smrad od bioplinarne. Je kaj tudi na tem se delalo? Zdaj na tem jaz osebno ne, tako da to težko govorim, je pa to po mojem samo, da se odškodnina zahteva od lastnika, torej ne moreš zahtevati od države, kajti ko je dobil lastnik ali pa torej trenutno ali pa bivši lastnik, torej ko je prišlo do uporabnega dovoljenja, so bile podane torej emisije oziroma kako lahko bioplinarna deluje, da so emisije v seveda meja normale, v zakonski predpisanih mejah. Zdaj, če pa lastnik oziroma upravljalec, ki pač upravlja z bioplinarno, ne dela tako, je pa to dejansko kršitev tega. Zato ni odgovorna država, zato država samo pač preko inšpektorata to nadzira, tudi preko inšpektor nadzira in seveda lahko torej kaznuje in zahteva, da se te nepravilnosti odpravijo, je pa to odgovoren dejansko lastnik. Tako da odškodnina bi lahko bila v tem primeru zgolj od lastnika, ne pa od države, kajti država ni odgovorna za to oblast, da pa neka bioplinarna v Ormožu nepravilno deluje in izvaja potem smrad. No, to je tudi zanimivo, kar ste povedali. No, dotaknili ste se torej vinogradništva, kmetijstva torej, tudi v tem zvezi, predvsem z vinogradništvom, ste postavili eno pomembno vprašanje, poslansko novembra, kako je s odškodninami in tako dalje. Bi nam to še morda malo razložili? Ja, torej jaz sem dal vprašanje, kako kmetijsko ministrstvo gleda na ta tematiko, ali bo torej dalo odškodnine kmetovalcem, čeprav vinogradniki je problem, ko je vinograd zaradi bolezni potrebno narediti na novo, torej trto zamenja z novo vinsko trto, poteče nekaj časa in v tem času ni vina. In tudi ta odškodnina ne pripomore k temu, da bi lahko vinogradnik seveda normalno deloval, seveda nekoliko pripomore k izpadu prihodka, pa vendar so potrebni tudi neki drugi ukrepi, tudi da se res omogoči uporaba kakšnega fitofarmacevtskega sredstva, ki je eventualno v Sloveniji prepovedano, da bi mogoče to bolezen lahko bolje zatirali. Zdaj ministrstvo je odgovorilo, da sicer pripravlja določene ukrepe, da bo nekako pomagalo, čeprav menim, da pa se pravi tako, sem že prvo, je tu težava, da sam denar je premalo. Sicer omogoča neko premostitev nekih težav za lastnike, ampak vendar vinogradnik ostane brez vinograda, to je tako, kot da je bil brez oblačil. In torej tu pač se še nekako tudi z ministrico, ki je bila prej tudi kolegica poslanka, tako da se dobro poznava, izkušam večkrat, ko jo vidim v državnem zboru, nekako pomni, da pa na tem področju je potrebno nekaj narediti. In torej vinogradniku pomagam, kajti vinogradništvo je panoga, za katero smo lahko ne samo tu na lokalnem področju, nasploh v Sloveniji ponosni. Pridelujemo kvalitetna vina, vrhunska vina, ki lahko se kosa z stalnimi vinogradniki tudi drugod po svetu. In je to zelo pomembno, da to ohranimo, to, kar imamo in da smo na to tudi lahko potem na to ponosni.
No, potem pa seveda tudi ena taka zanimivost, o kateri ste tudi kar precej povedali, o črpanju sredstev iz Evropske unije, ne? Kako je s tem, recimo najprej na splošno, ne, v Sloveniji, recimo. Kako se ocenjuje v državnem zboru? Je to dovolj počrpano? Koristimo torej Slovenci v dovoljšni meri? Ja, po trenutno aktualnih informacijah zelo slabo. No. Smo celo na zadnjem mestu po črpanju. No, zakaj? Ja, to so pač podatki. Ne. Zdaj, zakaj ministrstvo oziroma vlada ne počrpa te sredstev, je seveda bi zelo težko obrazložil, zakaj torej oni niso aktivni na tem področju. Zdaj, bodisi je premala aktivnost ministrstva kot takega, sicer oni zagovarjajo to, da pač je neko obdobje in na začetku tega obdobja seveda se projekti pripravljajo in da se dejansko sredstva črpajo proti koncu, kar imamo čas, vendar nekako tisti, ki se bolj s tem ukvarjajo, pač ugotavljajo, da pa dejansko bi bilo potrebno že sedaj črpati, kajti potem nam bo pa zmanjkalo časa, kajti seveda neko obdobje je, neka sredstva so. Tu je seveda odgovornost predvsem na tistih, ki na tem zadeva delajo, torej predvsem na ministrstvu, da razpise, da so razpisi taki, ki omogočajo, da se potem ljudje prijavljajo, da niso zgolj razpisi takšni, ki toliko da so, pa potem zelo težko nekdo prije potem zraven, oziroma niso zanimivi za pač tiste, ki bi se na to prijavil. Predvsem pa je tudi zelo pomembno, da torej smo nekako razvojno naravnani v tem smislu, da so pa tudi razpisi tisti, ki so pa zanimivi takrat, ko so. In sicer menimo, da se v naši poslanski skupini, da ministrstvo na tem področju nekoliko preslabo dela, da bi morali biti bolj aktivni, bolj... Torej, za katero ministrstvo natančno? To je za kohezijo. Kohezijo, aha. Kajti oni so dejansko odgovorni za črpanje evropskih sredstev, pa tudi nenazadnje na odgovornost na vladi, da potem tudi druga ministrstva, ki lahko črpa evropska sredstva, da čim bolj so aktivni na tem. Tu mora biti malo kritičen do te vlade, kajti menimo, da ta vlada bolj dela na tem, kako nekako črpati prebivalce, torej z vedno novimi davki in dajatvami, kot pa nekako pomagati. In nenazadnje tudi zdaj vidimo zelo aktualna ta omrežnina. Ja. Tu se bi moral malo nekako dotakniti, kajti mi smo, tako kolegi iz Nove Slovenije, kako tudi mi smo lansko leto, na začetku leta, imeli 2 seji odbora za infrastrukturo, kjer smo opozarjali, da to ni v redu, da ne vlada ukrepa, da ne skuša to nekako odpraviti. Takrat so bili odgovori, da smo populistični, da zavajamo strani kolegov tako iz Svobode, predvsem iz Svobode in pa tudi iz koalicije, da to ni res, da dejansko tudi predstavniki agencije so govorili, da bo omrežnina dejansko nizka oziroma nižja, kot je bila prej v celoletnem obdobju. Da čeprav po drugi strani se govori, da pa je to zato namenjeno, da bo več sredstev za obnovo omrežja, kajti ta zeleni prehod Evropske unije temelji na elektrifikaciji, torej vedno več električnih naprav. Omrežje je torej obremenjeno, ni narejeno za to, da bo nekdo imel na strehi fotovoltaike, da bo imel velike porabnike v hiši, kot je čepotna čepalka, električni avtomobil in tako naprej. Zato je treba to obnoviti. Po drugi strani pa, da bo to nižje, torej to ne gre skupaj. In potem, ko je prišlo tako daleč, ko so prišle prve položnice, so pa se potem kolegi sklicali izredne seje in potem za agencijo začeli pozivati, da pa naj naredi nekaj, da bodo pa te položnice nižje. Torej, to je, tako kot sem jaz rečel izjavi, to je zgodba za butalce. In dejansko res se mi ne zdi to, tudi ta pritisk, ki sedaj vlada izvaja na agencijo, da je vse agencije kriva, menim, da ne, kajti dejansko, tako kot sem tudi, če do spremljal to mojo razpravo na tej seji povedal, predstavnike, člane sveta, zavoda dejansko predlaga vlada, potrdijo državni zbor, torej je državni zbor to potrdil in tudi predsednika, ki je podpisal ta pravilnik, ga je imenovala vlada in je potrdil ga državni zbor, takrat dejansko kolegi iz koalicije, kajti iz opozicije smo se tega vzdržali. In dejansko, če je ta predstavnik njihov vedel, ko je podpisal ta pravilnik, je tudi vedel, kaj se bo zgodilo. In zdaj se spreneveda, da pa vlada tega ni vedela in bi dejansko lahko že takrat ukrepali, torej da spod do tega pravilnika ne bi prišlo, ali pa da bi že
prej to uredili, ampak dejansko, ko pa prišla realnost, ko so prišle položnice, se pa zdaj tu sprenevedanje in potem prevračanje odgovornosti na agencijo, ki pa je nazadnje samostojni, neodvisni organ in politika ne bi imela vpliva. Tako da to, kar se sedaj dogaja glede teh pobud, da člani odstopijo, to je neustrezno in zato je tudi že prišla opomin nekako iz Evropske unije, da pa tega si pa vlada ne sme privoščiti. Ker to je enako kot politično delovanje policije, kot politično delovanje na neke druge inštitucije, ki bi naj sicer bile politične, ker jih imenuje vlada in državni zbor, tudi sodstvo, ampak vseeno je to samostojni organ, na katerega pa politika ne bi vplivala. In tu imamo tudi težave tudi v sodstvu, kajti spomnimo se samo tiste ene zakonodaje, ki jo je predlagal predvsem državnega zbora glede ustavnega sodnika Jakliča, ker je bilo ugotovljeno, da bi on imel SP in da bi takrat kršil zakon, čeprav ga ni. Gre za pravnika, ki ima dvojni doktorat. In to je vpliv na delovanje sodstva, tudi ustavnega sodišča in tako naprej, in da to tudi mi na to opozarjamo v opoziciji. Predvsem pa tudi sedaj, kar se pripravlja ta predlog medijskega zakona, kjer bi se izvale cenzure tudi nad tako imenovani influencerji in tako naprej. To ne spada več v obdobje demokratične države, trenutno obdobje, ampak v neko drugo obdobje, ki pa smo ga pred več kot 30 leti dejansko odpisali. No in kdo pravzaprav obelodani vse te predloge? Malce čudne, no, za nas običajne državljane. Tu bi moral povedati, ker velikokrat ljudje slišim, zelo mešajo delovanje vlade in parlamenta. Jaz kot poslanec ali pa tudi kolegi poslanci, mi nismo v vladi. In zato, če kdo reče, da je povej tam Golobu ali pa komukoli, zelo težko, ker ga ne vidiš, ker to ni ista stavba in tudi mi smo drugi ustavni organ, torej državni zbor je zakonodajni organ in poslanci in poslanke sprejemamo zakone. Zakone, na podlagi katere potem izvršilna oblast lahko deluje. In seveda predlog zakonov pride v naše vrste, bodisi da nam to predloži vlada, torej vlada predlaga zakone, lahko ga predlagamo tudi poslanci, to so poslanski zakoni, ali pa tudi lahko tudi širša javnost z podpisi. Spomnimo se tega zakona o evtanaziji, kjer je nevladna organizacija, ta siva nit z zbranimi podpisi potem dala predlog za sprejem tega zakona in potem mi te zakone sprejemamo. No, zraven tega poslanci še potrjujemo tudi sodnike, na predlog sodniškega sveta, tudi potem guvernerja banke, predstavnika, torej zastopnika človekovih pravic in tako naprej. To so pa tisti, ki jih državni zbor potrjuje, izglasuje. Drugače pa vse to, kar večino del, ki se izvaja trenutno v Sloveniji ali pa nasploh v drugih državah, pa izvaja torej izvršilna veja oblasti, to je pa vlada, torej ministri z svojo ekipo in pa seveda vlada kot taka, ki pa deluje neodvisno od parlamenta. Res pa je, da opozicija ima torej to, da lahko pač predlaga sklic izredne seje, ker pa lahko sprejemamo sklepe, da vlado pozivamo oziroma predlagamo vladi naj v nekem roku to uredi, lahko pa tudi torej to interpelacijo ministra razrešimo, pa tudi nazadnje tudi celotno vlado. Ampak je pa tako, da vlado je večinska, ima podporo koalicije in seveda do tega ne more priti. So pa te interpelacije, ki so pa bila lepa priložnost in seveda ena še bo, da se potem o tej tematiki govori in potem seveda lahko širša javnost bolje spozna torej to probleme, ki so se dogajale, tako vemo, da je bila torej od bivše ministrice za javno upravo do digitalizacijo in tako naprej. O tej tematiki govori in bolj spoznava te težave, ki se dejansko v državi dogajajo. In moram reči, da tudi do sedaj razen finančnega ministra, ki je seveda ostal, vsi ostali so prej odstopili. Zanimivo, prej je do interpelacije prišlo, tako da razen zdaj ne vem, kaj bo z notranjim ministrom, ampak ko dejansko opozicija predlaga interpelacijo, je že res tako daleč, da so razmere že tako daleč, da pa res potrebno o tem širše razpravljati v državnem zboru in nekako ministra opozoriti, da svoje delo na tem področju, ki deluje, izboljša.
No, za nas običajne državljane, torej, ki to vse skupaj opazujemo, od strani trpimo vse to ali ne, kakorkoli, je vseeno delovanje tega državnega zbora zelo zanimivo, ne? In recimo zdaj trenutno mene najbolj zanima, kako pa se gledate, recimo vi pozicijski poslanci in opozicijski, spijete kdaj kavo skupaj, si rečete, kako si ti tam s Prlekije, kako to zgleda, no? Ja, zdaj včasih so očitki, ne? Ja, tam pred kameri se kregate, pol pa idete skupaj na pijačo. Ja. Zdaj, gledajte, to je tako, ne, pač vsi imamo svojo funkcijo in seveda razumljivo je, da smo opozicija in koalicija in opozicija bi naj bila tista, ki bi naj sprejemljala delo koalicije in opozarjala na to, kar ni v redu. Seveda pa tudi da je priskočila k temu tudi zraven pomoči, to je se pojavilo tudi predlani, ko so bile poplave, smo soglasno sprejeli takrat te ukrepe, tudi smo soglasno sprejeli nekatere zakone, za katere menimo, da so res nujni, potrebni. Drugače pa vedno je bilo, da si pač opozicija velikokrat kritična in to kolegi tudi iz koalicije vedo. Zdaj sam ponavadi pri svoji razpravi se ne spuščam v neke osebne zadeve, skušam bolj delati v tem strokovno na področju, katerega se pač vključim, zato tudi včasih na področju, katerega nisem več, ne razpravljam, pač, ker se mi zdi nekaj govoriti brez veze, to ni v redu, ne, torej razpravljam tisto, katerega vem ali pa katerega dejansko sem preučil. Tako da, ja, seveda se lete pač tudi z opozicijo, s koalicijskimi kolegi res včasih skupaj kamkoli na kakšno slovesnost, na karkoli drugega, da ne moreš tam biti, kot da si skregan. Tako da se pozdravimo, govorimo, tudi gremo daj včasih na kavo, kjer se pač pogovarjamo o nekih drugih zadevah, moče včasih tudi politično, no, svoja stališča, ampak menimo, da parlament je pravzaprav to, da so pogovori potrebni. Dejansko parlament je dejansko to, kar je parlamentarizem, je dejansko pogovori, razprave o tem, da se od vseh teh zadevah, ki se v tej tiče, da se o tem razpravlja, da se o tem govori, tako na samih sejah, kot tudi izven. Recimo zelo zanimivo je, naprimer v parlamentu, turškem parlamentu, ko smo bili na obisku, smo bili pri začetku seje, in tam imajo dve avli, ker v bistvu je dvorana bolj na sredini, je veliko teh foteljev, miz in tam se poslanci pogovarjajo zelo tako pestro dogajanje v tistem parlamentu, zunaj pred samo sejo, tega mogoče pri nas ni. In mislim pa, da je to zelo pomembno, da se to rešuje, tako kot recimo bilo ko je bil pogovor o referendumu o jedrski elektrarni, ko je bil prišel ta posnetek, ne. Ta posnetek je bil dan kot kao neke dogovarjanje, ampak dejansko gre za dogovor. Sicer ne dogovor kot taki, sicer zdaj bilo to, kako bi prenesli državljane, ampak to sploh ni res, ne. Šlo je dogovor, kako izpeljati referendum na nek način, da bo tako za opozicijo kot koalicijo v redu in seveda se o tem pogovarjaš. Zdaj, če nekdo to snema, da v javnost in da se sploh v državnem zboru o tem ne moreš pogovarjati, je zame nekako nesprejemljivo, no. Tako da, seveda, jaz mislim, da je pa to pomembno, da tako koalicijski poslanci kot opozicijski, da imamo dobre odnose, ne glede na to, da se včasih tudi povemo kaj hudega, vse tudi družine, ne, se včasih skregaš, ali pa kjerkoli, ne, glavnem, ja, ni pa tako, da bi res zdaj bili vsak na svojo pot, ne. Tako da ja, tudi sam poskušam res držati zelo prijateljske odnose z vsemi, ker menim, da je tako prav. In se zavedam tega, da pač mogoče ima do velikokrat tudi kakšno kritiko, ki jo sam izrečem, ampak tako je tudi prav in to sprejemam, tudi jaz kar rečem, ampak vse potem vemo, da pa je to stvar, ki pač je sestavni del tega našega dela in je to seveda za vsakega sprejemljivo. Se pa ne spuščam v neke osebne ravene, žalitve in tako naprej, ker pa mislim, da pa to ne spada v to zadevo, čeprav včasih določene zadeve pa res že nekako pridejo meje. Seje so dolge, včasih pade malo koncentracija in potem res včasih kaj izpade. Se vam morda kdaj zdi tako, da pač morate malo popustiti,
Vi kar poveste svoje, ne, kot slišimo. Nič kaj vas ni sramno, ali kako bi to rekli po domače. Vi kar se prijavite k besedi, ne? Ja, se to moraš. Zdaj, če si upravljaš to delo potem, da bi bil tiho nekje v kotu, potem je to brez veze. Obstaja kateri od poslancev, ki še ni spregovoril o tem mandatnem obdobju nobene besede? Ne. Eni so bolj tiho, ne? Ja, pač odvisno. Ne? Eni so bolj tiho, res. Je pa zdaj tako, ne, pri teh besedah. Ne? Zdaj, eni veliko govorijo, pa zelo malo povedo. Eni manj govorijo, pa zelo veliko povedo. Tudi so določeni poslanci, pa tudi iz koalicije, ki so tudi zelo dobro strokovno podkovani in zelo tehnično, zelo dobro povedo svoje zadeve, katero spada. In tudi mi imamo nekako dodeljeno, vsak se malo bolj zavzema neko področje, eni bolj sociala, nekateri bolj notranja zadeva, nekateri bolj obramba, ker pač iz tega področja so že prej delovali in je tudi tako prav, ker vsak ne more biti za vse. Zato so včasih lahko razprave zelo dobre, včasih pa mogoče določene teme pa pride tudi do kakih takih govorenj, ker se pa res samo smejiš, pa smisliš. Ne govori neumnosti, ne, ker jaz govoriš neumnost. Ne. No, sedaj pa tako še, preden se posloviva, ne, eno tako vprašanje, ne vem, no, dobro, če je na mesto, ampak vseeno, no. Kaj si mislite o vladi trenutno, ne, kot opozicijski poslanec? Tako eno iskreno mnenje. No, jaz sem že zapisal, če to spremljate na mrežu X, pa tudi javnost, tudi sem v svoji razpravi, da gre za najslabšo vlado v zgodovini Slovenije, kajti to, kar danes spremljamo, je res nekaj nespremljivega, pa ne zato, ker sem iz opozicijski poslanec, ampak dejansko mislim, da tudi, ko poslušamo o ljudeh, pa tudi o ljudi, ki so glasovali na volitvah za Svobodo, danes priznavajo, da od tega niso pričakovali. Predvsem, kar bi pa mogoče rad povedal, je to, da velikokrat se trenutno sprejemajo zakoni, ki so nekako bolj na pobudo stranke Levica. Mislim, da ima Levica v tej vladi izjemno veliko moč, čeprav gre za najmanjšo parlamentarno stranko, kajti Svoboda vseeno je stranka, ki je nekako lahko levo-sredinska. Sprejemajo se pa zelo, lahko rekel, skrajno levičarske zakoni, ne glede na to, da tudi ta cenzura, ki bi zdaj bila s tem novim medijskim zakonom, to, da vračamo nazaj kipe iz preteklosti v neke parke, da spet določenim osebam z področja kulture dajemo neke dodatke 1500 evrov k vsaki pokojnini, čeprav je že da neko nagrado dobil dodatek. To, da bi zdaj plačevali nevidno delo nekim umetnikom, to, da bi... Kaj je to mišljeno nevidno delo? Ja, pač predlog je, da bi umetnik bil, ko pač ne opravlja samo neko delo, ampak tudi, ker umetnik pač mora tudi na neki stvari razmišljati, da tudi za to bi ne bil plačan kot nevidno delo. Tudi ta zakon, tudi ta pritiski na medije, nasploh na tem področju, tudi pritiski na sodstvo, že vemo, da tudi Ustavno sodišče odloča 4-3, torej je bilo tako. Mislim, da to ni v redu. Jaz mislim, da tudi takrat smo ali pa smo pričakovali dejansko neko drugo politiko, čeprav sam osebno sem nekako vedel, da temu ni tako, kajti če gledamo zgodovino vseh teh prejšnjih novih obrazov, je vedno bilo novi obraz, ki bo prinesel nekaj novega, pa potem do tega ni prišlo. Tudi to je bilo, ta stranka nastala zelo hitro, prišli so noter ljudje neizkušeni in tako naprej in potem se dejansko videlo, da pa temu ni tako. Zdaj je bila tudi ta seja, kjer smo predlagali na tem področju za poplavljence, da bi se do 20 000 evrov, torej ne bi rabili neki dokazil, kajti ljudje so, naprimer, niso vedeli, da lahko denar, ki so ga dobili, porabijo samo zgolj za hišo, gradnjo hiše, ampak so si kupili neko opremo, ali pa so pač delali in z lastno režijo in ker nimajo računov, pol niso povrjeni do teh stroškov, kar je nonsense. Za nekdo, ki je bil bolj maljiv, je sam veliko naredil za to, da si obnovil hišo, seveda nima računa in pol ne dobi nekih stroškov vrjenih, čeprav bi jih lahko. Ali pa mogoče so tudi kaj kupili, pa se pač tega računa niso shranili. Zato sem predlagal neki znesek, ki bi lahko bil tudi, če bi bil za vlado spremenil tudi malo manjši, ampak neki denar bi lahko torej nekdo dobil kljub temu, da ne more dokazati, da pa je to kupil. In
nasploh se mi zdi, da ni to, ne, kajti to, da se zbudiš vedno z novimi davki, zdaj bomo dobili te davek za dolgotrajno oskrbo davek. Potem smo iz prostovoljnega šli v obvezni prispevek za zdravstvo, ki se bo seveda podražil, čeprav bi ne bil takrat prostovoljni odpravljen, zato ker je pač mislila biti podražitev. Obdavčitve, tudi za ta omrežnina, pripravlja se davek na nepremičnine, ki je zgolj takšen, druga nepremičnina bo obdavčena, zdaj nekdo, ki pa neki vikend si je moče da je zgradil ali pa podedoval, poplačeval davek, naprimer nekdo, ki pa ima veliko jahto pa ne, ali pa živi v neki milijonski vili, ne bo plačal davka, pač nekdo, ki pa ima mogoče še neko parcelo zazidljivo, pa tega plačal davek, je nespremljivo. Vse po tem predlogu, ki je sedaj nekako v javnosti kroži. Tudi ta pri zakonu o varstvu živali, ta boj proti kmetijstvu, proti podeželju, zame ni v redu in res je, da so mogoče minister za gospodarstvo, kot je še najbolj nekako realen, taki, ki se nekako najbolj realno pove, ki najbolj realno dela, tudi je mislim ena izmed edini, ki na ministrstvu ni zamenjal kadra. Tudi potem, gledajte, ministrstvo za digitalno preobrazbo, nič, zgolj nakupi računalnikov, ki sedaj ležijo tam 6 milijonov pa pol. A niso jih razdelili po srednjih šolah? Vse, ker tudi šole tako ne. Oprostite, gospod Narej, samo da se vrneva malo nazaj, omenili ste davek na dolgotrajno oskrbo, med temi davki čudnimi malo, ne? Kaj je v tem? Kaj ste potem imeli? Z letošnjim letom, torej mislim na junija ali julija, bo prišel davek, 2% davek, 1% bo plačal delodajalec, 1% bo plačal torej zaposleni 2% davek, ki bo potem šel v denar za dolgotrajno oskrbo in bodo plačevali tudi upokojenci. Torej bodo imeli upokojenci, torej za ta 1% ni za upokojence, 1% manjšo pokojnino. Tudi ni bilo regresa lansko leto, ker pač izgovorom, da pač je tako so bile pokojnine za toliko višje, čeprav to, kar govorijo o rekordni višini zvišanju pokojnin, dejansko gre za to, da se zakonsko pokojnine vedno usklajujejo z stopnjo inflacije. In ker je bila inflacija dokaj visoka, okrog 10%, je tudi potem pokojnina toliko višja, čeprav je to zgolj 80% dviga inflacije, torej pomeni, če je bila inflacija 10%, je potem 8% dvig pokojnine še vedno ne dosega tiste raven, koliko se je zvišala cena v trgovini, nasploh inflacija. Zato menimo, da zgolj taki ukrepi niso ustrezni in tudi ta obremenitev gospodarstva, vedno nove obremenitve, tudi ta štemplan zakon, potem nasploh sedaj, ko je bil ta mini davčna reforma, ko smo normirance dodatno obdavčili oziroma znižali ta višino, dokler, ker se jim priznavajo ti davki, ni prav. Torej ne gre v korak temu, kar bi, da bi spodbujalo gospodarstvo, kmetijstvo, torej delovanje, pomoč delovnim ljudem, ampak nekako se bolj pomaga tistim, ki manj delajo. In to menimo, da tudi samo osebno menim, da ni v redu in sem res pričakoval več. Tudi to, kar se recimo omrežnine tiče, da je predsednik vlade strokovnjak, vrhunski strokovnjak z energetike, pa da tega ni prej vedel, je malo nekako žalostno. Tudi vse to, kar se dogaja, tudi glede partnerice predsednika vlade, ki ima dokaj veliko moč, in mislim, da to so vse tisto, kar meče nekako slabo luč tako sploh pri prebivalcih, nasploh glede oblasti, kot tudi v tujini, tudi temu, da ne sledimo državam jedrne Evrope glede ukrepov, tudi glede vojne v Bližnjem vzhodu, ampak obiramo neko svojo pot, ki ni v tistem smeri in mislim, da to ni vrejeno za neko pravo znanjo politiko. Ampak zdaj jaz pravim, da pač takole vlada je legitimna, ljudje so ji dali torej, na volitvah ta glas in pač ne dela in potem, ko bodo naslednje leto marca volitve, bodo pač odločili, ali so z njenim delom zadovoljni, ali bodo pa pač nekomu drugemu dali glas in potem rekli, z tem, ko bo dejansko to plačilo, pa nismo zadovoljni. Sedaj pa samo še eno vprašanje. Lepo se pogovarjati z vami, tako da bi verjetno 2 uri tudi bili premalo.
Ormož se lepo razvija, ne? Vemo gospodarstvo, hvala Bogu, da je to tako. Koliko vi kot poslanec, torej z tega našega območja, pripomorete lahko k temu? Zdaj, samo razvoju, mislim, da ne toliko, da bi res lahko, kajti to je res zelo odvisno od vodstva občinske prave, ki spremlja razpise, ki tudi pripravlja projekte, da se na razpise prijavlja in ki pač potem uresničuje to, kar si je lokalna skupnost zadala. Zdaj, jaz osebno lahko pripomorem, ne znam, ker sem tudi občinski svetnik, da tudi tam dam glas pri tem. No, kot poslanec je pa to, da mogoče zelo, kako bi rekel, mogoče res, da so določene težavah, ki sem pač tudi že prej omenil, da skušam spostaviti kontakt z ministrstvom, in potem biti neka povezava med lokalno skupnostjo in ministrstvom, da se te zadeve rešijo. In pa tudi včasih vprašam, ali se mogoče pripravlja določeni ukrepi, da potem lahko lokalno skupnost obvestiš, na katero stvar ne bodo osredotočeni. Zdaj je pa to tako, da zelo težko zdaj vplivaš, da bi pa zdaj Ormož bil zelo izpostavljen temu, da bi pa Ormož dobil neka dodatna sredstva, karkoli. Je pa to res, tu pa moram, da je pa to zelo, največ, kar so zaslužni za ta razvoj, je v občinsko vodstvo. Župan in občinska uprava. Tu kot poslanec si ne morem karkoli dati neke zahvale, karkoli. Je pa tako, da sem pa vedno, da pa hočem biti pomoč občini, da pač skušam pomagati pri te zadeva. Zadnje sem dal tudi nekaj poslanskih vprašanj in pobud tudi glede te hitre ceste, oziroma te glavne ceste z elementi, ki se končno začela gradnja, hvala Bogu. Sem torej minister spraševal, kdaj se bo začelo, sem tudi na razpravi večkrat opozarjal. Tudi dal sem, naprimer, sedaj tudi amandmaje na proračun 2025-2026, kjer bi se naj uvrstijo te infrastrukturne projekte, ki so zelo potrebni, torej obnova ceste proti središču in tako naprej. Žal niso bili uslišani. Ampak to je pač tisto, kjer bi lahko mogoče vplivaš, torej na tak način, da bi pa si res dal nekaj za karkoli, ki pa lahko zelo veliko vpliva na to, je pa res zelo težko, bi rekel, da bi lahko imel neki pomemben vpliv, ki bi občini omogočil. Torej, bolje to, da skušaš biti neka vez, da skušaš pomagati pri odpravi nekih nepravilnosti, ne pa, da bi pomagal k samo razvoju, ker to je pa res odvisno od občine. No, v vsakem primeru pa torej, vse, kar velja za državo, velja tudi za občino. Ja, seveda, zdaj, če država, ker tudi sam kot odbor za to delo, je tudi javno pravo, lokalno samopravo, tudi glede višine povprečnine, ki občina dobi, veliko debate, ne, tudi o tem, kako zdaj lokalna samouprava, tudi zdaj se bo prišel novi zakon o financiranju občin, ki sicer, ne vem, so občine kar kritične, ne. Tudi mogoče za problem za Ormož bo tudi ta zakon o gospodarski javni službi za vodovod, kjer bi se naj ukinile koncesije, torej komunala Ormož več ne bi morala imeti koncesije, ne, torej bi morala občina ustanoviti svoje podjetje ali nekaj naprej. In to so težave, na katere bom kot poslanec opozarjal v prihodnje in skušal to preprečiti z predlogi amandmajev, ki bomo dali v poslanski skupini in z razpravo in z vsemi temi ukrepi, ki jih pač imamo, da skušamo to odpraviti. To, kar bi bilo slabo za občino Ormož, ali pa tudi ostale 3 občine, ki so znotraj te naše Središče in Tomaž. Tudi sam potem obiščem župane, kje so težave in tudi dam potem te predloge, kje bi lahko kaj naredili. In pa tudi seveda, karkoli bo potem prišlo v zvezi s tem, za katerem bo pač vedel, da je pa nekaj slabo za našo lokalno skupnost, da potem na to opozorim in skušamo to preprečiti. Je pa res, da smo v opoziciji, da imajo večino in je to zelo težko. Moram pa reči, da res prišel je tudi novi zakon o lokalnih volitvah, kjer pa moram reči, da pa je bilo tudi z strani koalicije zelo veliko posluha, torej smo ta zakon so prišli predstaviti. Kolegica Kozlovič me je poklicala, sem šel do nje in mi je torej zakon predstavila in mi je rekla, kje imaš ti pripombe oziroma kje imate vi pripombe. In rekla, in ko sem povedal, to bomo lahko sprejeli, to ne bomo mogli sprejeti. Tako da to je res bil eden izmed redkih zakonov, ki smo ga lahko nekako konstruktivno sprejemali. Tudi ni bil tako zelo problematičen, tudi nekatere dobre rešitve. Mogoče, kar sem jaz opozarjal, to, da bo sedaj po novem krajevna skupnost zgolj ena volilna enota.
In tu, kar sem jaz opozarjal, je to, da bo to težava, ker mogoče, po mojem mnenju, nekatera vasi, ki so manjše, ne bodo imeli svojega predstavnika Svete krajevne skupnosti. In mogoče ta rešitev tu ni vrejo, čeprav po drugi strani so pa tudi nekatere občine dale pobudo, da se to odpravi, ker pa nimajo dovolj ljudi, da bi sploh lahko predlagali svoje predstavnike v krajevne svete in pa mestne četrti, mestne svete, tako da ja, smo tu morali neki kompromis, da pa vseeno se pač to sprejme, ampak je pa res bil posluh takrat, kakšne predloge imamo, kje imamo pripombe in se tudi določene rešitve so prisluhnili že prej, tako da so tudi takšni zakoni, kjer pa se dela skupaj z opozicijo in tako je tudi prav, tako je mora biti tudi pri vseh ostalih zakonih, tako da, kar se lokalne skupnosti tiče, menimo, da zaenkrat res pohvala, moram reči pohvala, da tako dobro napredujemo, da se gospodarstvo razvija in tako naprej in če bomo šli na tej poti, upam, da bomo lahko nekoč še bolj zadovoljni v prihodnje na to, da smo občani občine Ormož, da so lahko tudi Sečan, da so zadovoljni, da so sedišči in tako naprej, da dejansko tudi tu imajo infrastrukturo in vse potrebno za normalno življenje, čeprav vemo, da pa nažalost še vedno se veliko denarja steka v center, torej Ljubljano. In edina rešitev, ki jo še vidim, je to, da pa tu pa morala se bo politika poenotiti in končno ustanoviti pokrajine, ki bo imela neko svojo lokalno samoupravljanje in bodo lahko bolje razporejali sredstva za določene zadeve, ki jih lokalna skupnost potrebuje. No, vi ste velik zagovornik pokrajin, o tem bova prihodnjič, ne? In verjetno bi bilo prav, da obljubite, ne? Da boste kmalu spet tukaj na tem stolcu. Boste povabili z veseljem. Tako da bi že bilo prav, ne samo ob nekih obletnicah. No. Ja, vete, jaz vedno rad grem, torej tudi med medije, ker to je edina možnost, ker lahko širši javnosti torej predstavim svoje delovanje oziroma poglede, ki se trenutno dogaja. No, pa tudi marsikaj zanimivega, ne, z vrha. Marsikaj zanimivega, tudi imam vsake 2 meseca oddajo na Radio Prlek, kjer lahko ljudje prisluhnejo tej aktualni tematiki, 2-mesečni. Drugače bi pa mogoče v tej priložnosti vseeno pozval ljudi, da me spremljajo preko družabnih omrežij, predvsem tako Facebook kot X, zdaj tudi že na TikToku, ker pač dajam te videe iz mojih izseke, iz mojih razprav o mojem dogajanju. In moram reči, da veliko ljudi že spremlja, tudi veliko mi potem preko tega pišejo in tako naprej. No, to vam verjetno prav pride, ne? Vsi ti odzivi bralcev. Odzivi, seveda, odzivi in pa nasploh potem, ko dobim neki vprašanje ali pa mi nekdo piše, ja vidim, da to na tem področju si pa, prosim, daj vprašanje še to ali pa opozori še to ali pa to. In to je prav tisto, ker ti ne nazadnje, to je lahko nek neposredni neki stik z državljani, državljankami. Imajo pa tudi možnost, da mi pisati tudi preko spletne strani Državnega zbora, tam je potem na poslanca pišite mi, tam so tudi moji kontakti in tudi imam telefonsko brano na Facebook strani, lahko tudi pokličejo. Sicer velikokrat se zelo težko javim, ampak potem pokličem nazaj ali pa pošljem sporočilo. Tudi dobim večkrat tudi kakšne maile po sejah, včasih tudi kritične. Ja, tako je prav, ne? Tako je tudi prav in je to tudi prav, da nekdo pove tako za pohvalo, da veš, tu si pa bil real, kot tudi kritiko, da pa se lahko na tistem področju mogoče izboljšaš. Hvala lepa, gospod Andrej Kosi. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, poslanec v Državnem zboru Andrej Kosi je bil danes z nami, veliko koristnega smo slišali, si morda objasnili, pojasnili eno in drugo, tako da bomo lepo šli naprej z upanjem, seveda, da bo Andrej kmalu znova naš gost. Hvala za pozornost, se vidimo.